Naužili kaj festivala in festivalskega duha, sploh po včerajšnjem kar dolgem večeru. Sicer pa festivala seveda še ni konec, danes komaj dobro začenjamo, če ne štejemo strokovnega programa. Čaka nas seveda drugi val 2. En program smo imeli že v ponedeljek, no zdaj nas čaka še drugi del tega programa filmov, ki se žal niso uspeli uvrstiti v tekmovalni del programa, ampak bi bilo škoda, če jih resnično ne bi tudi prikazali. Naj vas še opozorim, da vendarle bomo videli en film iz tekmovalnega programa, namreč v sredo se nam je zaradi tehničnih težav zgodila ena slaba projekcija. Film bomo zato predvajali zdajle kot prvega. Gre za film Anje Paternoster, Bela, črna in prava ljubezen. Ja, mislim, da sem ga zdaj pravilno povedala, tako da to je ta film, ki ga boste videli prvega. Nato pa nadaljujemo s filmi po urniku drugega vala Fake Slow 2. Uživajte v projekciji, nekje vmes pa nam bodo nekaj več o filmih povedali tudi sami gosti, avtorji filmov. Uživajte! Je mir pod gladino? Ja, ji odvrnem, ni slišati dosti. Stežka se znajnem. Moj svet je meglen. Rad vam povem to, kar mene skrbi. Greste v gostilno? Kdo tam igra? Greste na sprehod? Kakšna je pot? Brez konca lahko se o tem govori. Sporoča sledeče. Dear FAC Festival and its audience, thank you for including me into this year's projection. I'm very happy to show you my latest work dealing with post-Yugoslav identity of a shared space and its consequences. As I'm not able to join you for the Q&A, I'm inviting you to address your questions/feedback/comments regarding the video to me directly through my email, which you will find on my website, www.sanjalasic.com. Much greetings to everyone from Vienna, Sanja Lasic. Upam pa, da je z nami Vita Eva Weisseistein, da nam poveš tudi, kako se priimek med drugim pravilno izgovori. Weisseisen, najlepša hvala. No, torej, zakaj se ti je zdelo izpostaviti vse te stvari, ki smo jih zdaj videli v tem zadnjem filmu, se pravi v enominutnem filmu, zakaj se ti je zdelo, da so prav to tiste pomembne stvari, ki si jih želiš v življenju? Ponavadi slišimo, ne vem, želim si avto, želim si tipa, karkoli. Zakaj prav vrt, zelenjavni vrt? Jaz sem v bistvu ugotovila med lansko prvo karanteno, da v bistvu, da je to. In ja, to je to. In pa kasneje sem ugotovila, da v bistvu je pač to neka čisto povprečna slovenska želja in zato tudi naslov. Ampak ja. Ok, iz filma se pravzaprav zdi, da to vse že imaš in mogoče temu res tako, kje si snemala? Snemala sem doma, tako da ja, v bistvu res že vse imam, ampak hkrati nimam, tako da bi rada imela svoje, ampak ja, drugače pa to na Gorenjskem doma, kjer sem. Kje pa je to, če smem vprašati? Naklo oziroma natančneje Cegelnica. Se pravi, ja, vrt je bil vsekakor nekaj, kar smo med epidemijo močno pogrešali.
Se je pa tudi slišalo, kot da si mogoče tako nek dan razmišljala in si potem svoj zvočni posnetek tega, kaj res rabiš, posnela skoraj da v prvem, prvič, ko si se odločila snemati. Je bilo temu res tako? Kako to mislite prvič? V smislu, da je prvi take to in Tako, ja. Ja. Pa si potem posnela še kakega? Je bilo kaj drugega mogoče? Ne. S čim pa si snemala? S telefonom. V bistvu ja, ker sem ves čas jaz bi ful kaj posnela, rabim kamero, ampak pač itak, mislim, imamo vsi telefone in so v bistvu ne najboljše kamere, v bistvu to, ne. In ja, vse, nekako je vse, mislim, večina teh posnetkov se v bistvu iz teka v gozdu vrnila domov. Kaj pa tisti posnetek s plesom? A ja, to je pa po karanteni. En dan pred mojim rojstnim dnevom je pa v Ljubljani. Ker to je pa pol to, ne, ker po eni strani si želim to, ampak nek kanček nečesa mestnega, oziroma neke zabave, pa malo nekaj divjega, to pa tudi paše zraven. Definitivno. Si si kdaj mislila, da bo tvoj posnetek iz telefona predvajan na velikem platnu? Ne. No, in danes se je pa to vendarle zgodilo. Vita, Eva, kako smo že rekli, oprosti? Weisseisen. Weisseisen. Vita, Eva Weisseisen, najlepša hvala, da ste danes bila z nami. Vi pa prosim še uživajte v drugem delu našega današnjega programa. Da. Di imaš veliko televizijo. Potem pa še Niko Jurman za Time Will Tell. In pa mora biti še Uroš Marold za Meditation on Top. To, super. No, nekaj vas pa le imamo. Torej, čestitke, hvala, da smo lahko videli vaše filme, pa začnimo kar z Janom, če mu lahko predaš, prosim, mikrofon. Hvala. Torej, Jan, najprej moram vprašati, ljudi, ki si jih snemal po telefonu, so vedeli, da jih snemaš po telefonu? Ne, nisem. Pa si jim kasneje povedal? Pa ja, poslal sem jim film, tako da so tako videli. Torej, po potresu se odpraviš v Medulin. Kako to, da si se odpravil v Medulin, ne direktno v Hrpelje? Pa ker sem takrat bila ful gužva na meji in se mi ni dal s tem zafrkavati. Pa sem rajši, mislil sem, da bo nekako romantično, če grem tam. Pa sem zraven more in tako, ampak je bilo ravno obratno. Kot nam je povedala prej Vita, Eva se ni vedela, da bo delala film s telefonom. Kot vem, si tudi ti film posnel s telefonom. Kaj misliš, da bi rekli tvoji mentori na to, oziroma kaj so rekli tvoji mentori na to? Pa v bistvu jaz nisem vedel, da bo iz tega nastal film, jaz sem samo malo snemal okoli sebe stvari in potem sem to zmontiral, tako da sem se v bistvu že na začetku semestra rešil te vaje. Tako da v bistvu je to, nisem plansko delal film, to je v bistvu samo v montaži sem našel to neko strukturo in ugotovil, da v bistvu imam cel film narejen. Ja, odlično, da si se tega lotil. Kaj pa sicer bi tvoji mentori rekli ravno to, da se v zadnjem času se velikokrat pojavljajo podobe iz pametnih telefonov na platnu. Brez zamere, Vita, Eva, zdi se mi, da ima Jan vseeno malo boljši telefon. Ampak kakšen je odnos, na primer, na akademiji do tega, da se potem filmi narejeni na telefon predvajajo na platnu? Pa ne, pa okej, mislim, odnos je dober. Mislim, dejansko ni v bistvu sploh pomembno, s čim snemaš, ne. In še, ker so bili takšni časi, bil sem sam v bistvu v tej hiši in pa je bilo to nekako sprejemljivo. Ampak dejansko je pomembno v bistvu, v kaj usmeriš kamero, bilo kakšne semenjesti, osebno. Mentorjem pa to je bilo okej. Ni bilo nekih problemov, ko se snemal s telefonom. Veliko si usmerjal kamero v grelni aparat v Medulinu, zdi se, da si z njim preživel kar nekaj časa. Je bilo res tako? Ja, to pa je, ja.
to pa sem, ker je bila malo slabo izolacija ta hiša in načeloma smo tam samo poleti. Pa v bistvu sem se grel s tem aparatom, tako da ja, sem preživel kar nekaj časa z njim. Žal mi, da ni več s tem aparatom, to bi vrgal vse te stene teh nekih atmosfer, pa bi več se na to fokusiral, ker sem ugotovil, da je to zabavno. Sicer pa zgleda tudi, da si svojo družino pa precej navadil že na snemanje, vsi so zelo sproščeni pred mobitelom. Pa ja, kaj sem, nekako sproščen. Mislim, jaz snemal sem tako pol ure in potem sem pa vzel nekih 50 sekundni del. Na začetku so bi malo bilo čudno, ampak na koncu se vsi sprostijo. Ampak mislim, da se načeloma vsi ljudje radi snemajo, ko mi je nek čas, ko se navajiš na kamero. Tudi taksistka? Taksistka pa ni vedela, to sem bil na skrivečke. Pa je to zakonito? Pa ni se videl obraz, tako da mislim, da ja. Ok, držimo pesti, če ne pa jih bomo čestitali, boš mogoče moral dodati v kredice, ne? Tako, Jan, najlepša hvala, če predaš mogoče. Jana Devetaka smo rekli, da nimamo, ne? Dobro, potem pa Nika Jurman, sorežiraš film z Name. Res me zanima, kako je prišlo do tega sodelovanja. Ponovadi grafitarji zelo skrivajo svojo identiteto. Mene pravzaprav, ko sem prvič videla film, presenetilo, da je zraven ženski glas. Nam to že razkrije nekaj o grafitarki? Ja, v bistvu je prišlo do tega projekta, da sem najprej povabila kot montažerko. In kasneje na samem snemanju se je ugotovilo, da v bistvu nekdo mora to tudi režirati. In pa še kasneje je bilo treba pa scenarij napisati za voice-over. Tako da je bil mogoče malo obraten proces, kot smo ga navajeni. Ampak vseeno je nekako šlo. Ampak drugače, ja, mislim, se nekako skriva identiteta, ženski glas pa je pač glas ene igralke. Tako da ni pravi grafiter, ki to dela, ta je ženska. Ampak to, kar vidimo na posnetku, to pa je Name. To pa je. Si bila tudi zraven mogoče pri tem, ki se je to odvijalo? Kdo je pravzaprav snemal? Snemal je Dare, pozabila sem, kako se piše, ampak se piše na koncu filma. Pa to, kar je pod vodo, je pa snemal en Cyril, ki ga tudi ne poznam, ker nisem bila zraven, ko je bilo to pod vodo posneto samo nad vodo. Torej nisi bila v Ameriki zraven? Ne, to sploh še ni Amerika. To so samo vaje za Ameriko, če kdaj pride do nje. Ampak se je pa že zgodilo ali se še ni zgodilo to, torej grafitanje pod vodo v Ameriki na teh prav newyorških? Ne, zgodilo se je samo grafitanje pod vodo v Sloveniji, ki testira pač sploh to možnost, pač, mislim, to metodo. Da v Ameriki bo pa to treba narediti na, ne vem, mislim, da 30 metrih, pa ful bolj mrzla voda, ko pač težji pogoji. Tako da zdaj sem da proba, koliko časa se drži, pa če se da sploh to narediti. Kdaj pa se je to dogajalo, se pravi? Mislim, da je 2 meseca nazaj to nad vodo, pod vodo pa lani enkrat so snemali. Pa je to ekološki grafit? Ja, dejansko je. Mislim, to sem sama imela to vprašanj, ampak pač ta informacija na koncu, ko je podal, v bistvu pač ne smem povedati, za kakšno barvo gre, ampak gre za neko stvar, ko jo vsi poznamo, pač en material, ki se v bistvu bo odluščil od teh vagonov, oziroma vagoni bojo propadli, ta snov bo pa ostala in pa bo pač to nek nov sistem, pač ostal bo nek sistem, na katerega se pol spet lahko prijemajo te živali in rastline. Torej, lahko tudi v Slovenskem morju čez nekaj let mogoče najdemo napis Time will tell? Ne, ker v bistvu to bi se zgodilo samo, če bi bili te vagoni in bi izginili, ne? Tukaj je pa on v bistvu to napisal kar na en zid, tako da po moje se bo obdržalo v taki obliki, ne bo se nič odluščilo, ne? Ampak ne vem pa, kako zdaj izgleda. Se upravičujem. Kdaj pa lahko mogoče pričakujemo, če si izvedela to tudi grafitanje v New Yorku, ja? To pa takoj, ko bo nek denar za to, se bo to zgodilo. Ampak mislim, da je zdaj v procesu, da išče nekoga, ki bi mu sponzoriral ta projekt. Tako da zaenkrat ne vem še.
No, če je med vami kdo tak, vsekakor bomo veseli, Ja, mogoče kar tudi kak nov film v tem. Nika, najlepša hvala. Hvala Če tebi. predaš mogoče mikrofon še Urošu. VHS posnetki leta 2021. Kako si prišel do njih in kako si jih zmontiral? To v resnici niso VHS posnetki, ampak je samo imitacija. Tako da je samo igračkanje s tem, kar se jaz spomnim iz otroštva, res VHS kaset. Tako da to je vse v bistvu digitalno. Te je navdihnila slika Doriana Greja, malce spominja ta film na to, od smrti gremo nazaj proti rojstvu. Ko nisem niti enkrat pomislil na to, ampak sem delal en podoben projekt, ki gre sicer v pravi smeri, ampak uporabljam sam slike. 10 let nazaj sem to že naredil. Tu sem se pa v bistvu, kako vem, med prvim valom sem dobil en tak preblisk, ok, dajmo zdaj odvrteti to življenje nazaj, ko smrt postane neke vrste rojstvo in v bistvu umremo nazaj v mamo. Kako to zgleda? Umremo nazaj v mamo. To je bil ta premislek ob meditaciji, ob rojstvu. Če se malo na kratko pošalim, ja, tako zgleda. Tudi to je očitno koronski film, no se temu se zdaj težko izognemo, ampak lahko ga tudi mogoče beremo kot kaj sem videl, preden sem umrl. Saj jaz sem pomislila na to in potem sem pomislila, za čigav pogreb gre tukaj? Ali nam lahko to razkriješ ali tega tudi raje ne? V bistvu gre samo za en posnetek pogreba, ne gre zdaj tu ni neke osebe. Mislim, ta oseba smo mi vsi človek. Spola nisem želel definirati, ne. Pač se prepleta vse skupaj. Tako da ne pri tem ostane. Ne pri tem ostane. Veliko je družinskega življenja, tako rojstni dnevi, smučanje, počitnice. Tistih posnetkov iz delovnega mesta je bolj malo. Zakaj si dal poudarek mogoče bolj na družinsko življenje? Razmislek je bil čisto enostaven, pač kaj so tisti majhni pa dragoceni trenutki, ki so mogoče večini skupni, pa dajmo to združiti, no. Se pravi, šport to ni. Vse nekaj športa je noter, vožnja kolesa. Smučanje, okej. Verjetno izhajam iz te slovenske perspektive, tako kot iz vrtiček. Smučanje. Mogoče samo še na kratko, prej si rekel, da gre za imitacijo VHS-a, se pravi, gre za kasneje v postprodukciji dodano imitacijo, pa za filme, ki so bili v osnovi digitalizirani. A to prav razumem tako? Ja, res je. Se pravi, jaz sem v bistvu v montaži ustvaril vse to migotanje, pa črte, ki lezajo čez sliko. Ti je blizu ta estetika? Zakaj si se odločil narediti to na ta VHS način? V bistvu prvič in verjetno zadnjič. Tega ne smem. Ravno iz tega vidika, ki sem prej rekel, da to mogoče je, ko sem jaz pomislim na tiste prve posnetke, ki sem kot otrok videl, takrat je še bil VHS in sem začel razmišljati, da što kot beležimo s kamero, kako v resnici naš spomin beležim, na kak način se spominjamo, lahko to prevrtimo, ali vidimo to opačeno, tako kot na VHS kaseti. V bistvu je to vprašanje, odgovor, pa morate vi najdeti. Torej, meditacija pa je vendarle ob rojstvu, moram vprašati, si že očka? Ne, nisem. No pa nameravaš biti? Z veseljem. Iščeš kandidatke, tukaj jih mogoče imamo. Se opravičujem, šalo na stran, da ne bo preveč mobbing izpadlo. Najlepša vam hvala za to, da smo lahko vaše filme videli. Vsekakor vas tudi gledalci vabim, da se udeležite tudi projekcij kasneje na ploščadi Slovenske kinoteke, kjer pa lahko zdajle še vedno ujamete tudi razstavo Izland v STCA-ju, ki pa tudi lahko vanj vstopate iz ploščadi Slovenske kinoteke. Tako da toplo vabljeni, da se podružimo še danes zvečer. Najlepša hvala.